Pozdravljeni! Pred nami je dirka za veliko nagrado Belgije. Za nami so kvalifikacije in čas je za tisti zadnji briefing, da vidimo, kako so razmerje moči in kaj lahko pričakujemo od dirke. Preden začnemo z analizo kvalifikacij, moramo vzeti v obzir še neka druga dejstva, namreč problemi s pogonskimi sklopi. Prvič, problemi s pogonskimi sklopi pri ekipi Mercedes. Tako Checo Perez kot Robert Kubica sta imela na novih pogonskih sklopih Mercedes težave. Eden v prostem treningu, drugi na kvalifikacijah. Je morda to en signal, da s to novo izpeljanko le ni vse tako popolno in zaradi tega, da pri tovarniškem moštvu, kjer imajo to novo specifikacijo, niso rabili tistega tako imenovanega party moda. Ne vem, morda. A vse ni perfektno niti pri Ferrariju. Videli smo, da je imel Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo Racing edini od obeh, ki je imel ta nov pogonski sklop, prav tako težave. Je morda to razlog, da pri tovarniški ekipi Ferrari niso imeli novega motorja z notranjim izgorevanjem turbine MGUH-ja? Ne vem, morda. Težava je v tem, da smo prišli do tiste stopnje, kjer je pogonski sklop poglaviten za zmago na dirki, ima pa določene težave. Videli bomo jutri, kako se bo to odrezalo. A je zelo zanimiva situacija. Zanimiva situacija je tudi psihološko. Poglejmo Lewisa Hamiltona in njegovo nesrečo v tretjem prostem treningu. Nič takega konec koncu se zgodi lahko vsakomur. Poškodba ni bila kritična, poškodba bolida, njemu seveda ni bilo nič. Ta nesreča, ki je imel Robert Kubica na začetku kvalifikacij, je še pomagala ekipi Mercedes, da mu je do konca sestavila bolid. Na koncu, nekako pričakovano, smo videli prvo vrsto Ferrari. Pričakovano ja, a ne s tako prednostjo, vsaj ne kar se tiče Charlesa Leclerca. 3/4 sekunde v enem krogu je precej. Tudi precej pred svojim moštvenim kolegom, kateri bi moral po mojem osebnem mnenju pokazati malo več tiste jeze, malo več tistega karakterja, da bi nekako dokazal svojo vodilno vlogo v ekipi. Tretji pole position za Charlesa Leclerca v tej sezoni, videli bomo, kaj bo na dirki. Kot sem povedal, na drugem mestu Sebastian Vettel, 3/4 sekunde od zadaj, na to oba Mercedesa, Lewis Hamilton pa Valtteri Bottas, na petem mestu Max Verstappen, Red Bull, Honda. Pričakovano ni bilo za pričakovati, da bo na tej progi Red Bull s pogonskim sklopom Honda tako dober kot na drugih, bolj počasnih progah, kjer pogonski sklop ne pride tako do izraza. Tudi Max Verstappen nima novega pogonskega sklopa Honda, ker bi imel kazenska mesta, to bo dobil na kaki drugi progi. V vseh kvalifikacijah je bilo malce, po mojem mnenju, čudno obnašanje pri ekipi Renault. Na kvalifikacijah samih so bili pa fantastični, 6.-7. mesto, a zaradi tega, ker so nov motor z notranjim izgorevanjem imeli samo na prostih treningih, tako da so sedaj na kvalifikacijah dali staro specifikacijo in prav tako obdržali tistih 5 mest kazni, bosta Ricciardo in Hülkenberg začela v ozadju, v drugi deseterici. Zakaj so se matrali? Kajti začeli bojo v ozadju s pneumatikami, s katerimi so naredili najboljši krog v Q2. Torej, niso izbrisali tistega malusa, ki ga daje prihod v Q3. Lahko bili malce bolj zviti, začeli malce bolj od zadaj, a z boljšimi pneumatikami. Seveda dobro razumem, imeli so za pokazati svojo formo, a na koncu šteje rezultat. Biti dober na kvalifikacijah in na to dobiti kazenska mesta, zato da boš imel lahko jutri boljši pogonski sklop, pač ni v mojim testem razumevanju dirk, kako bi mogli biti. A poglejmo, ni še konec dirke, zmaga še zdaleč ni podeljena. Če pogledamo rezultate tistega race pace-a, tistega ritma, ki ga lahko držijo bolidi, vidimo, da Ferrari sploh ni tako dober, kot so kazali kvalifikacije. Še več, Mercedes na tisto, kar smo videli v prostih treningih, je bil bistveno boljši. A kaj? Bili so prosti treningi. Tako bom povedal, tako kot sem sam z tistega, kar sem videl na prostih treningih, lahko pričakoval manj
manjšo razliko med Mercedesom pa Ferrarijem, bi lahko te podatki bili rahlo pretirani. Ta razlika med Mercedesom in Ferrarijem bi lahko bila manjša. Zavedati se moramo tudi nekaj drugega, da po konfiguraciji proge je Ferrari na tistem krogu boljši na vseh tistih ravninah, medtem ko na ovinkih, kar kažejo podatki, naj bi bil Mercedes malce bolj v prednosti. A kaj, skozi ovinek se ne da prehiteti, na ravnini pa ja. Tudi če bi bil po ritmu Mercedes boljši, bi se lahko zgodilo to, da bi jih Ferrari držali odzadaj. Dve stvari, katere moramo imeti še v mislih. Prvič, ohladitev. Ohladitev pomeni prednost za Mercedes, saj po mojem videnju. In drugič, kar sem videl, Mercedes je delal na tisti rumeni pneumatiki, na tisti medium C2. Mogoče bo to tisti obrat, tisti ključni element jutrišnje dirke. Videli bomo, a vsekakor imamo pred sabo dirko, katera bo še bolj zanimiva, manj dolgočasna, več dejavnikov bo za spremljati. Je pa treba še poudariti nekaj, kar me je mene osebno presenetilo v pozitivnem smislu, izjemno dobra forma tistega, kar smo videli pri ekipi Racing Point. Kljub problemom z pogonskim sklopom je nekako ta nov aerodinamični dizajn uspešen, boljši od tistega, kar smo videli še pred kratkim. Vsekakor je stvar zanimiva. Mi se vidimo 15 minut pred 3. uro na moji YouTube strani Badges Way za prenos v živo, po dirki pa seveda video komentar vseh dogodkov na tej dirki, katera se obeta zanimiva in napeta. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.